Zaključni ples slovenskih maturantov. Se bo v Perutnini Ptuj zamenjalo vodstvo? Je Kitajska res dežela priložnosti? V nogometnem klubu Maribor zelo redkobesedni. Pozdravljeni. Ulice slovenskih mest so danes zavzeli maturanti. V številnih krajih po Sloveniji in tudi v 5 evropskih državah so že tradicionalno točno opoldne istočasno zaplesali ulično četvorko. S plesom se dijaki zaključnih letnikov poslavljajo od prijateljev in srednje šole. Pouk se je namreč zanje že končal, čaka jih le še opravljanje maturitetnih izpitov. Dopoldne so se ulice 25 slovenskih krajev polnile. Maturanti so se na soncu družili že precej pred plesanjem. To je tudi namen maturantske četvorke, da se še zadnjič skupaj poveselijo in se tako simbolično poslovijo od 4 skupnih let v srednji šoli. Po eni strani kot žalostna, ker se bomo bolj malo videli, po drugi strani pa vesel dogodek, da smo končali srednjo šolo. Vsa 4 leta smo res bili ekipa in res škoda je zdaj, da se ločimo. Verjamem to, da bomo ostali prijatelji. Složno kot v razredu je na Mariborskem trgu Leona Štuklja okoli 2500 mariborskih dijakov stopalo v ritmu četvorke. V 10-minutnem plesu so bili povezani z vrstniki po Sloveniji in Evropi. To je nepozabno, to se bom do konca življenja spominjal. Čudovito, lepo. Na nek način mi je všeč, po drugi strani je pač četvorka majčkeno drugačen ples kot za na trg, ampak vseeno naj bo. Naj plešajo, naj se imajo fajn. Naj uživajo. K dobri zabavi, a brez alkohola, je v Mariboru maturante pozvala Alenka Bratušek. Pred vami je praktično še celo življenje. Veliko uspehov, veliko stvari, verjetno tudi kakšen neuspeh, ampak zavedajte se, da ste vi tisti, ki lahko spreminjate svet. Tega nikoli ne pozabite. Ulična maturantska četvorka je najbolj množičen evropski projekt za mlade. Letos jih je plesalo od 50 do 55 tisoč. Zaradi finančnih razmer so se nekatera evropska mesta dogodku odpovedala. Zaradi poplav pa se mladim plesalcem niso pridružili dijaki iz Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Na Ptuju pa je danes na zahtevo državnih lastnikov potekala izredna skupščina delničarjev Perutnine Ptuj. Več Gabriela Milošič, pozdravljena. Lep pozdrav. Na skupščini Perutnine Ptuj do predlaganih sprememb statuta, ki bi omogočili razširitev nadzornega sveta in bi lahko omogočili zamenjavo in odpoklic dosedanjih nadzornikov, ni prišlo. So pa delničarji 74% potrdili izvedbo posebne revizije, ki bo pod drobnogled vzela tudi posel Perutnine z Univitom in Probanko v višini 5 milijonov evrov. Uprava Perutnine Ptuj temu razumljivo nasprotuje, češ da posebne revizije zaposlenim jemljajo prepotrebno energijo in čas. Hvala. Ob 850. obletnici mesta Maribor je danes vodstvo občine organiziralo gospodarsko konferenco. Na njej so predstavili možnosti gospodarskega povezovanja z enim izmed tehnološko najbolj razvitih kitajskih mest. Ta išče nove poslovne priložnosti tudi v Mariboru in Sloveniji. Gospodarske konference se je udeležilo okoli 100 poslovnežev, predstavnikov javnih podjetij in mesta. 投资马里波尔至少有3个优势，一个呢是这里是欧洲的相对一个中心的区域，可以不仅仅关注斯洛文尼亚本国的市场，更多的是通过它作为一个桥梁走到欧洲市场。 Kitajci želijo vlagati na področja informacijskih in biotehnologij ter zdravstva. V Mariboru bo po napovedih županstva v mesecu in pol zaživela prva večja kitajska naložba. V prvem letu naj bi zagotovila 100 delovnih mest, kasneje okoli 400. Tovarni baterij se pogaja moj svetovalec. Ko pride čez 10 dni z Kitajske, bojo stvari že zelo tudi terminsko jasne. Maribor kot tak je eden prvih, če ne edin, mislim, ki je resno pristopil ne samo k iskanju priložnosti na kitajskem trgu ali pa še na katerih drugih trgih, ampak predvsem, da je začel promovirati svojo industrijsko, podjetniško bazo, ki jo ima v tem bazenu. Povezovanje in iskanje priložnosti v Evropi ne vlagajo le poslovneži, ampak tudi kitajske oblasti. Predstavnik regije, kjer živi 10 milijonov ljudi, vodi Evropsko pisarno v Bruslju že 2 leti. We have many trade missions, the government officials are here, the Shenzhen business community are here. We participate in many important European trade fairs. We have economic and investment
projects. Kljub omejitvam Slovenije na globalnem trgu pa je zaradi geografske lege in interesa lokalnih oblasti tudi naša država zanimiva za kitajske vlagatelje. Prihodnji teden prihaja v Maribor nova kitajska delegacija. Prejšnji četrtek je blizu enega od mariborskih nakupovalnih središč zagorel avtobus mestnega potniškega prometa. Ogenj je uničil zadnji del avtobusa, požar pa so pogasili šele gasilci. Zato nas je zanimalo, v kakšnem stanju so sploh avtobusi mariborskega mestnega prometa in ali lahko še pri katerem izmed njih pride do podobne okvare. Takole je minuli četrtek malo po 9. uri gorel 16 let star avtobus mariborskega mestnega prometa. Voznik je vozilo ustavil, evakuiral 15 potnikov in požar pogasil s pomočjo gasilcev. Vzrok požara pa še vedno ni znan. Vozilo imamo na pooblaščenem servisu, kjer vztrajno iščemo to napako, zakaj je prišlo do tega. Na Marpromu vozi 48 avtobusov, ki jih menda redno vzdržujejo. In to tudi s pomočjo starih in odsluženih avtobusov, iz katerih uporabijo vse rezervne dele. Vsak večer, ko se vozila parkirajo v ta naš center, parkirišče, se pregledajo vitalni deli vozila, se pravi krmilni mehanizmi, zavore, tehnična brezhibnost vodil, svetila, ogledala. Tudi 4 nove Scaniine avtobuse, ki po mestu vozijo od januarja. Udobni so, dosti bolj. V redu, zelo. Lepi so. Varni so zelo, pa zanesljivi so zelo. Razlika voziti nove avtobuse v primerjavi z starejšimi? A v vsakem primeru, se veste, da vse, kaj je novo, je boljše. Posodobitev torej bi bila nujno potrebna. Namreč velika večina vozil naših ima že preko 1 milijon kilometrov. Najstarejši avtobus Marproma je namreč star 20 let, povprečna starost njihovih vozil pa je 12 oziroma 13 let. Letos so jih nameravali zamenjati še 16 s sodobnimi ekološkimi avtobusi, a je zaradi pomanjkanja denarja vprašanje, če bodo sploh še kakšnega. Po včerajšnjih kriminalističnih preiskavah v Mariboru in Kopru zaradi nove afere prirejanja izidov tekem so se danes odzvali tudi v nogometnem klubu Maribor. Med preiskovanjimi je bil namreč njihov nogometaš Aleksander Rajčević, ki pa ni med 5 osumljenci. Danes je zatrdil, da nikoli ni prejel denarja oziroma prirejal tekem. Na naše vprašanje, ali so mu pred tekmo 16. finala Evropske lige v Sevilji ponudili denar za prirejanje izida, pa ni hotel odgovoriti. Preiskovalci so v mednarodni akciji v zanko ujeli vodjo združbe Željka Stokanića, ki je še v pridržanju, in njegove 4 partnerje, večinoma nekdanje ali še aktualne nogometaše. Obiskali so tudi igralca Maribora, Aleksandra Rajčevića, ki pa ni med osumljenimi. Trdi tudi, da nikoli ni prejel denarja ali prirejal tekem. Niste prejeli, vam je bilo pa ponujeno mogoče? Ne bom zdaj trenutno o tem komentiral. Po naših informacijah naj bi sicer Rajčeviću denar ponujali za prirejanje rezultata tekme s Seviljo. Glede, jaz ne vem, ali mu je konkretna združba ponujala denar. Jaz o vsebini postopka nisem seznanjen, drugič vam povem. Mi smo seznanjeni s tem, da Aleksander Rajčević v omenjeni zgodbi ni osumljenec. Dodajmo, da je preiskavo podprla tudi Nogometna zveza Slovenije, ki se zavzema za odločen boj proti pojavom, ki majajo zaupanje v najbolj množični šport na svetu. Sicer pa pravila UEFA velevajo, da morajo igralci ali klub vsak poskus nameščanja tekem prijaviti pristojnim. Po obnovitvi postopka imenovanja generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija je programski svet zavoda na današnji izredni seji ponovno glasoval o 5 kandidatih, vendar nobeden od njih ni dobil dovolj glasov. Svet je zato za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenoval zdajšnjega prvega moža nacionalne RTV hiše Marka Filija. V nadaljevanju pa še druge domače novice. Potem, ko Aha Mura do izteka roka danes opoldne davčni upravi ni poravnala večmilijonskega dolga, je okrožno sodišče v Murski Soboti sprejelo sklep o začetku postopka stečaja družbe. Za stečajnega upravitelja je imenovalo Steva Radovanoviča, upniki pa lahko svoje terjatve prijavijo do vključno 25. avgusta. Dolg skupine Aha, v kateri je 12 podjetij skupaj 2000 zaposlenimi, znaša približno 60 milijonov evrov, od tega je Aha Mura dolžna največ, in sicer 12 milijonov. To je že drugi stečaj za Muro. Zaradi težav v tekstilni panogi, ki je še vedno v recesiji, in upada naročil, so lani poleti začeli odpuščati zaposlene, tako da ima Aha Mura trenutno nekaj več kot 1200 delavcev.
Državne banke in slaba banka so se tik pred zdajci presenetljivo odločile, da pošljajo Cimos, ki v skupini zaposluje okoli 7000 ljudi, v prisilno poravnavo, namesto da pretvorijo najmanj 112 milijonov evrov dolgov v kapital. Prepričane so, da bo v postopku prisilne poravnave mogoče Cimos bolj učinkovito prestrukturirati, vključno z ohranitvijo kupcev in delovnih mest. Vlada je še lani podjetju namenila 35 milijonov evrov. Evropske volitve, ki so se začele v četrtek na Nizozemskem in v Veliki Britaniji, se bodo danes nadaljevale na Irskem in Češkem. V Sloveniji pa se volilna kampanja izteka. Kandidatne liste in kandidati se bodo lahko še danes predstavljali volivcem in jih nagovarjali, naj na nedeljskih volitvah v Evropski parlament oddajo glas zanje. Kampanja se bo uradno končala v polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. Na današnji dan leta 1991 je Jugoslovanska ljudska armada obkolila učni center v Pekrah pri Mariboru in na podlagi odigranega incidenta skušala priti do vojaških obveznikov. Pod oklepnikom je dan pozneje umrla tudi prva žrtev slovenske samostojnosti. Pekrski dogodki veljajo za uvod v 10-dnevno osamosvojitveno vojno, zato je 23. maj eden od 4 spominskih dnevov mestne občine Maribor. S dobrodelnim koncertom, ki je danes potekal na Grajskem trgu, so iz Mariborskega centra Sonček zbirali denar za obnovo strehe na svojem centru. Za zamenjavo dotrajane strehe potrebujejo 40 000 evrov. Center Sonček je eden izmed 11 centrov, v katerih zagotavljajo vsakodnevno delo in dejavnosti za 40 uporabnikov. Prostore imajo v nekdanjem otroškem vrtcu, ki ga že 15 let vzdržujejo z lastnim denarjem. V preteklih letih so tako že zgradili dvigalo za gibalno ovirane osebe. Zveza Sonček je nevladna organizacija in se financira iz različnih virov. Nažalost so vsi ti viri v zadnjih letih bistveno zmanjšani. Tudi sredstev za investicije strani FIHO v zadnjih letih nismo uspeli pridobiti. Država pa nam zagotavlja zgolj sredstva za delovanje in ne za vzdrževanje vseh teh objektov. Mariborski trg Svobode pa je danes zaživel v znamenju velike igralnice na prostem. Na že 8. mednarodnem festivalu Igraj se z mano so se namreč družili zlasti otroci in mladi. Organizatorji želijo s festivalom pokazati, da drugačnost ni ovira za uspehe, sodelovanje, sklepanje prijateljstev in medsebojno pomoč. Živahno dogajanje je na odru in številnih delavnicah že oddaleč naznanjalo veselo razpoloženje brez razlik. Pomembna je bila samo dobra volja in te ni manjkalo. Srečo so delili tudi otroci iz Žavnca. Rožice sreče delamo. Tople je. Mamici vam dalajo. Kakšne barve pa bo tvoja rožica? Bela. Samo bela? Pa tule noč bo pa rdeča. Naši otroci se zelo radi družijo, no, kot vidite. Ne. Fino je, da gre za različne generacije, ne, pač ker na šoli so približno enakih starosti oziroma v našem posebnem programu. Zelo potrebni, zelo koristni. Za obe strani vsaka nekaj pridobi ali pa veliko pridobi, bi rekla. Igra je namreč lahko odlično sredstvo za zmanjševanje strahu in razblinjanje predsodkov o drugačnosti. Te so spoznavali tudi otroci iz osnovne šole Malečnik. Poznala sem, da kateri otroci ne morejo tako dobro govoriti, pa da ne morejo tako, pa da so kateri tudi slepe, da jim dam stvari, pa da jim pomagam. Malo je, se lahko z njimi igraš, pa vse imajo dosti igral za otroke, pa nastopajo vrtci. Zamisel, ki se je porodila pred desetletjem, je prerasla v vseslovensko druženje, saj so v festival vključena že 3 mesta s številnimi šolami in vrtci. In za tistimi 4 stenami smo že pred 10 leti ugotavljali, da bi bilo zelo dobro, da gremo med ljudmi, da gremo v javnost, da povabimo druge redne šole, redne vrtce, da se skupaj z nami igrajo, skupaj ustvarjajo, se družimo in da bi nekako razblinjali te predsodke in stereotipe. Tako se festivalski dnevi zdaj selijo še v Ljubljano ter na Muto na Koroškem, kjer bo hkrati potekal tudi zaključek festivala.
Ustvarjalke naših kulturnih vsebin pa so se v tem tednu mudile na Mladih rimah, literarnem večeru, namenjenem večinoma še neuveljavljenim pesnikom. Tokrat sta bila gostujoča avtorja slovenska pesnica Anja Golob in luksemburški književnik Žon Bak. Ob dogodku je izšla tudi antologija sodobne luksemburške književnosti. Žon Bak je doslej izdal 4 prozna dela. Meine Eltern, Großeltern waren Arbeiter und Immigranten aus Italien. Und mein Thema war immer das Thema der kleinen Leute, die auf der Hütte arbeiten. Leta 1971 je Luksemburg doživel uporništvo iz nemirnega leta 1968. Takrat so iz Bakovega prostega šolskega spisa nastali zasnutki kasneje nagrajene novele Amater. Ich habe immer gern geschrieben und da konnte ich wirklich dann mal loslegen. Und ich habe diese Geschichte geschrieben und der Professor, der glaubte mir nicht, dass sie von mir wäre. Und das habe ich immer mein Leben lang behalten. Und ich wollte immer schon dann später auf diese Geschichte zurückkommen und ihm dann beweisen, dass es trotzdem meine Geschichte war. Und so habe ich dann das Buch Amateur geschrieben, inspiriert von meiner Schülerarbeit. Und ich habe ihm das Buch, meinem Professor, das Buch auch gewidmet. Odlomek zasledimo tudi v antologiji sodobne luksemburške književnosti. Njen sourednik Luksemburžan se je nekoč razjezil, mar teritorijalno majhna država nima potrebe po umetnosti. Avtori, ki pišejo v francoščini, veliko raje pišejo poezijo, s tem, da tisti, ki pišejo v luksemburščini, pa v bistvu vse 3 žanre zelo temeljito obvladajo. In mi smo vključili tako poezijo kot tudi prozo in imamo pa celo en odlomek iz mikrodramen. No, Mlade Rime pa se danes v petek vračajo v svojo ljubljansko bazo v izredni obliki. Zbiramo sredstva, da bomo lahko v miru izvedli naš festival. Seveda se bomo pa potem tudi pridružili vse splošni akciji na Metelkovi, ker bomo zbirali sredstva oziroma potrebščine, življenjske potrebščine za ogrožene v poplavah na Balkanu. V ponedeljek se bodo v otečeni obliki v menzi pri Koritu na Metelkovi zgodile že 88. Še šport. Tina Maze bo tudi v prihajajoči sezoni imela trenerja iz tujine. Skupaj z Andrejo Masijem, vodjo ekipe, sta se potem, ko Švicar Mauro Pini ni podaljšal pogodbe, dogovorila za sodelovanje z Italijanom Valerijem Girardijem. Ta je dalj časa skrbel za italijansko reprezentanco v hitrih disciplinah in bil trener Izolde Kostner, ki je pod njegovim vodstvom na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah osvojila 6 medalj. Jaz mislim, da Valerijo ima veliko izkušenj, da je človek, ki ve, koliko je ura. Ne vem, prijeten mi je bil na prvem treningu. Ne vem, kako bo zdržal naš program, ki je pač zaradi vseh disciplin zelo zahteven, ampak prvi občutek v bistvu hitrih disciplin, ki smo jih testirali zdaj v Kaunertalju, je bil res super in Andreja se je z njim dogovarjal že lansko leto sred sezone, pa pač ni mogel priti, ker je bil obvezan drugje. Rokometaši mariborskega Branika so v tej sezoni v državnem prvenstvu dosegli 21 zmag in z 48 točkami osvojili 3. mesto. S tem so prišli do največjega uspeha v klubski zgodovini. Po tekmi z Ribnico, ki so jo dobili z 10 zadetki razlike, so se igralci Branika z medaljami za 3. mesto še zadnjič skupaj postavili pred medijske objektive. S tem so prišli do konca uspešne sezone. Sezone, po kateri se od vijoličastega dresa poslavlja 5 igralcev. Mi na mestu Pivota zdaj izgubljamo 2 vrhunska igralca, ki sta letos bila 4 leta praktično, ampak letos pa zdaj zadnje poletje pa skupaj v paru z Marino Maričem, sta bila res strah in trepet vseh klubov, tudi Velenja in Celja v končni fazi. In mi je žal tudi Blaža, da odhaja v Velenje, ampak zopet taka odločitev. Ob igralcema, ki sta bila od vseh v najtesnejšem stiku z nasprotniki, bodo v klubu najtežje zapolnili vrzel, ki jo bo na sredini igrišča pustil Miha Zarabec. Branik zapuščata še mladi Kodrin in izkušeni Štefanič. Ja, za prihodnje še ne morem nič reči. Bolj kot ne čakam, če se bo kak klub najdel, drugače pa penzija. Medtem ko njegovi soigralci dober teden ne bodo razmišljali o rokometu, saj jim je trener Šibila dal prosto, bo njihov kapetan od srede dalje na pripravah slovenske reprezentance, ki bo v juniju odigrala tekmi z Madžarsko. Zmagovalka se bo uvrstila na svetovno prvenstvo. Očitka ni veliko, to je za vsake igralce seveda to čast, ampak
To je le dobro delo v klubu, celega kluba in to na koncu prinese pač tudi rezultat. Reprezentanca se bo na tekmi z Madžarsko pripravljala v Zrečah. V Mariboru pa bo 2. junija v organizaciji rokometnega kluba Drava Ptuj odigrala pripravljalno srečanje za avstrijsko izbrano vrsto. Še pregled mednarodnih novic začenjamo v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, kjer se spopadajo s poplavami, kakršnih ne pomnijo. Noč je na poplavljenih območjih v Srbiji minila mirno, vendar pa so še naprej v pripravljenosti na nov poplavni val, ki naj bi dosegal več krajev. Poplave so v Srbiji po najnovejših podatkih zahtevale 33 življenj. Krizni štab za izredne razmere je predlagal vladi, naj po dobrem tednu dni ukine izredne razmere po vsej državi. V Bosni in Hercegovini gladina Save upada, tako da se razmere večinoma umirjajo. Izredni ukrepi pa še vedno veljajo v Odžaku in nekaterih drugih občinah. V državi so trenutno najbolj problematični zemeljski plazovi in naplavljeni odpadki. V nasilnih spopadih med protivladnimi protestniki in policijo, ki so po noči izbruhnili v Carigradu, je umrla ena oseba, več kot 10 pa je bilo ranjenih. V streljanju policije na protestnike je bil ubit 30-letnik, ki se je v bližini udeležil pogreba. Svetovna banka je odobrila skoraj $1,5 milijarde za financiranje 3 projektov v Ukrajini, in sicer kot znak pomoči pri sprejetju nujnih reform in izgradnji potrebne infrastrukture. Mednarodna skupnost je Ukrajini že v marcu obljubila pomoč v boju s težko ekonomsko in politično krizo. Vojaška hunta, ki je prevzela oblast na Tajskem, je sporočila, da je nekdanjim voditeljem prepovedala izhod iz države. Predtem je vojska zaslišala več kot 100 politikov, vodij protestov in političnih aktivistov. Hunta poudarja, da so ti ukrepi del njenih prizadevanj za ponovno vzpostavitev reda in miru na Tajskem. Mednarodna skupnost je zaskrbljena, Evropska unija pa zahteva hitro vrnitev demokracije. Združene države Amerike trdijo, da ni upravičenih razlogov za udar. Ameriško družbeno omrežje Facebook pripravlja kampanjo, v sklopu katere bodo preverili nastavitve zasebnosti vseh 1,28 milijarde uporabnikov. Hkrati bodo privzete nastavitve za nove uporabnike spremenili tako, da bodo njihove objave vidne le prijateljem. Družbeno omrežje bo s tem storilo prvi korak v smer večje zasebnosti. Doslej je počelo ravno nasprotno. Uporabnike je spodbujalo, da naj z drugimi delijo čim več informacij. Poglejmo še vremensko napoved. Jutri zjutraj bo delno oblačno, ponekod v južni in zahodni Sloveniji bo občasno deževalo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na vzhodu do 18, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo popoldne delno jasno, popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. To je bil dnevnik televizije Maribor. Če ste ga zamudili, vabljeni tudi na našo spletno stran, kjer najdete arhiv vseh oddaj, ki jih pripravljamo na naši televiziji. Nasvidenje.